Novelo zakona so s 65 glasovi za in z 11 proti poslanci sprejeli. Podprli so jo v poslanskih skupinah SDS, SD, NSI, SMC, SNS in poslanca narodnih skupnosti, proti so bili poslanci Levice, medtem ko nepovezana poslanca ter poslanci LMŠ-ja in Desusa niso enotno glasovali. Jaz moram reči kot prvo, da sem bil zelo presenečen nad takšnim rezultatom in seveda zelo zadovoljen, da je do tega prišlo. Kot je bilo že rečeno, je bila pot precej dolga, če začnemo z 2005, pa z 2 poskusoma prejšnjima in seveda z vsem, kar je bilo pripravljeno za to. Predvsem mislim, da je tukaj odločilna bila enotna podpora vseh poslanskih skupin oziroma svetniških skupin na občinskem svetu, enotna podpora občinskega sveta, kjer so dejansko uvideli prednosti, ki bi jih s tem imeli, predvsem pa, da se nam s tem odpira možnost nadaljnega razvoja, ki bo dosti bolj pospešen, kot je bil do sedaj. Predlagatelj Dušan Šiško je po glasovanju dejal, da je to za Krško zgodovinski dan. Ja, zgodovinski dan je to. Zgodovinski dan, lejte, 2krat sta bila poskusa, takrat sploh niso prišli do parlamenta, tle smo pa z županom prišla in v državni svet, na odbor smo prišla in tudi sem notri, tako da, lejte, jaz sem res vesel, da nam je to ratalo in zdaj bomo še z večjim veseljem lahko delali in dokazali, da niso te glasovi o mestni občini zastonj bili dani, tako kot so bili nekateri kritiki. Očitki tistih, ki so predlogu nasprotovali, so bili predvsem neizpolnjevanje pogojev samega mesta Krško, ki jih določa zakon, in sicer 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest. Stališče posavskih poslancev je bilo enotno. Jaz sem ta zakon podprl, zdi se mi pomembno, da Posavje dobi vsaj eno mestno občino. Če želimo nekoč imeti svojo pokrajino, se zdi, tako je bilo slišati tudi iz nekaterih razprav, da bo verjetno to tudi eden izmed pogojev in glede na to, da je pač na mizi Krško, občina Krško se je v zvezi s tem podvizala, hitreje speljala vse potrebne postopke, potem je prav, da je danes ta zakon tudi sprejet na koncu. Sam osebno mislim, da je v času prizadevanja, da Posavje postane samostojna pokrajina, danes prišlo do pomembnega trenutka, kajti glede na to, da se posebej v zadnjih letih govori, da bodo pokrajine nastale okoli mestnih občine, je današnji izglasovan zakon le posledica dolgo pričakovanih želja vseh Posavcev, da k temu tudi preidemo. Poglejte, jaz mislim, da se v zadnjih 10 letih Krško lepo razvija, da je prevzel nek status tudi v Posavju, ki mu pač pritiče to, da bi postal mestna občina kot mestna občina. Jasno, če smo zdaj pikolovski, potem ne izpolnjuje pogoje, ampak potem ne izpolnjuje pogoje še tudi katerakoli druga mestna občina v tej Sloveniji. Res sem vesel, da so mi tudi stali ob strani moji kolegi Tomaž Lisec pa Matjaž Han, tudi Srečko Ocvirk, se tudi njemu moram zahvaliti in seveda županu, ker smo to delali res skupaj. Je pa bilo veliko moči treba opeti, tudi tiste ozadja, pa lejte, ne bom vam povedal, kaj se je vse dogajalo. Ampak konec koncev zmagali smo. Imamo mestno občino. V Krškem si od novega statusa obetajo določene prednosti in možnosti nekoliko hitrejšega razvoja občine. Seveda pa vidimo tukaj tudi izziv, ki ga s tem dobimo. Gre za to, da moramo seveda dokončati postopek združevanja mesta Krško, se pravi vseh primestnih naselij v mesto. S tem bomo dobili nekaj tisoč prebivalcev več, formalno, pa seveda gospodarski razvoj, ki je pravzaprav ključen za nadaljevanje in za obstoj vsakega mesta, vsake občine. Posavje pa z mestno občino dobi predvsem jedro, okoli katerega lahko gradi lastno pokrajino, ki si jo želijo vse posavske občine. Ko se je danes pač s tem glasovanjem zgodila ta sprememba zakona, se nam odpira tudi možnost, da se župani usedemo, dogovorimo in pogovorimo, kako naprej in na kak način bi gradili te inštitucije, ki sodijo v pokrajino, in jaz upam, da bo ta pot uspešna.